Lepo pozdravljeni. Za ogrevanje oziroma za hlajenje porabimo kar 50% vse energije. Toliko kot za celoten promet in proizvodnjo električne energije skupaj. Dobrih 70% te energije še vedno dobimo iz fosilnih goriv. Če torej želimo zmanjšati rabo energije in s tem vpliv na okolje, moramo učinkoviteje greti oziroma hladiti. Če zmanjšamo porabo energije za hlajenje in ogrevanje za 50%, to bolj pripomore k razogljičenju, kot če bi razogljičili celotni kopenski promet. Kako bi to lahko naredili? Profesor Andrej Kitanovski, lepo pozdravljeni. Pozdrav. Za hlajenje porabimo globalno kar 20% vse elektrike, po napovedih pa naj bi se to do leta 2050 ta količina potrojila. Ali se danes hladimo dovolj učinkovito? Ne, žal ne. Še poseben problem so v bistvu sobne klima naprave, te, ki jih lahko kupimo skoraj v vsaki trafiki. Njihov problem je to, da v bistvu niso dobro načrtovane. Drugo pa, kar je, v bistvu so eni izmed najslabše učinkovitih hladilnih naprav ali pa sistemov, ki jih uporabljamo. Pri 95% vseh tehnologij, ki jih uporabljamo za hlajenje, se uporablja parna kompresija. Kaj pravzaprav je parna kompresija, čisto na hitro, in zakaj je tako zelo dobra, da jo tako uporabljamo? Ja, to je zelo dovršena tehnologija, lahko hladi od -100 stopinj Celzija pa pač do temperature okolice, lahko za toplotne črpalke uporabljamo. Drug primer je pa to, da lahko pač hladi iz 10 vatov pa do nekaj 10 megavatov, kar so res ogromne naprave. Ampak ima pa eno pomanjkljivost, to so pa pravzaprav hladiva. Zanimiv podatek pravi, da hladiva, ki jih uporabljamo v hladilnih napravah, povzroča kar 8% vseh izpustov na svetu. Lahko to malo razložite? Ja, večina hladiv, ki se še uporablja v teh hladilnih napravah, ima v bistvu bistveno močnejši vpliv kot CO2 v samem ozračju in preprečuje seveda, da bi se Zemlja ohlajala preko sevanja v vesolje. In ta učinek je pri nekih starejših hladilih recimo 100 do 10 tisočkrat močnejši kot pa sam CO2. No in prav zato, da bodo naprave bolj učinkovite, vi razvijate nove načine hlajenja. Kakšni pa pravzaprav bodo ti novi načini, nove naprave? Te naprave naj bi bile bolj energetsko učinkovite, nekatere pač se razvijajo zato, da bi bile okolju bolj prijazne, tretje spet zato, da bi bile bolj trajnostne, recimo, da bi imeli daljšo življenjsko dobo. Medtem lahko pač najdemo naprave, ki uporabljajo toploto namesto elektrike, druge uporabljajo recimo namesto kompresorja zvočnike, potem spet najdemo naprave, ki namesto hladiv recimo uporabljajo kovine, keramiko, polimere ali pa prevodnike. In to so stvari, ki jih bomo danes poznali v naši oddaji. Profesor Kitanovski, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Tako na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s podjetjem Danfostrata razvijajo posebno toplotno črpalko. Toplotna črpalka je naprava, ki toploto iz okolice pretvarja v energijo, s katero lahko ogrevamo dom in sanitarno vodo. Z enakim procesom, vendar z odvzemanjem toplote iz notranjosti doma in sproščanjem v okolico, pa lahko prostor tudi hladimo. Najbolj razširjene parno-kompresijske toplotne črpalke delujejo tako, da s kompresorjem, z uparjanjem hladiva, črpajo toplotno energijo iz zemlje, vode ali zraka iz okolice v zaprt ogrevalni sistem. V njem kompresor uparjeno hladivo stisne, kar povzroči dvig temperature hladiva. Ta potuje v kondenzator, kjer se ohladi in sprosti toplotno energijo, s katero ogrevamo prostor oziroma sanitarno vodo. Hladivo se nato utekočini in potuje naprej v uparjalnik, tam pa se ponovno upari in tako odvzame toploto iz okolice. Sistem toplotne črpalke, ki so ga razvili na Fakulteti za strojništvo, pa ne potrebuje nevarnih hladiv. Njihovo vlogo so namreč prevzele voda in takšne ploščice. V njih temperaturno razliko ustvarjajo s Peltijevim pojavom oziroma električno napetostjo. V naši termoelektrični podporni toplotni črpalki, ki smo jo razvili za namen toplotne podpostaje daljinskega ogrevanja, imamo 10 takih modulov. Za njihovo učinkovito delovanje moramo zagotoviti tudi dober prenos toplote. V ta namen smo potem razvili za to namenske prenosnike toplote na vsaki strani, se pravi na hladni strani in na topli strani. Vmes med temi prenosniki toplote so te moduli in na vsako stran dovajamo vodo temperature približno 30 stopinj.
Na hladni strani odvzemamo toploto iz te vode, se pravi, se ta voda ohladi, to toploto potem pretransportiramo na drugo stran, v topli prenosnik toplote, ker to vodo sedaj lahko segrejemo iz 30 stopinj, recimo 40, 50 ali celo več stopinj, s katero pa lahko potem nadalje ogrevamo toplo sanitarno vodo ali celo ogrevamo stvar. Peltijevi termoelektrični moduli so že dolgo na trgu. Za razvoj termoelektrične toplotne črpalke pa so morali raziskovalci Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani razviti posebne prenosnike toplote. Z različnimi geometrijami, numeričnimi analizami in eksperimenti so iskali najboljšo obliko za prenos toplote in izdelavo. Najbolj učinkovita se je izkazala ta, ki jo imamo sedaj. Gre za v bistvu neke take tako imenovane pine, so v bistvu taki valčki, ki štrlijo ven iz površine. V Sloveniji se daljinsko ogrevamo s sistemi tretje generacije, kar pomeni, da ima voda, ki jo dobimo iz toplarne, blizu 100 stopinj Celzija. Sodobnejši sistemi daljinskega ogrevanja pa lahko uporabljajo tudi vodo zgolj 30 stopinjami. Taka voda zadošča za ogrevanje prostorov nizkoenergijskih stavb, ni pa dovolj vroča za ogrevanje sanitarne vode. To je treba segreti na 60 stopinj, kar dosegamo z električnimi ali plinskimi grelniki, obnovljivimi viri ali parno-kompresijskimi črpalkami. Lahko pa bi jo tudi s termoelektrično toplotno črpalko. Električni grelniki so lahko zelo neučinkoviti, parno-kompresijske toplotne črpalke so sicer zelo učinkovite, ampak so lahko bolj robustne, uporabljajo kompresore, ki lahko pride do vibracij in hrupa, in pa seveda uporabljajo okolju škodljiva hladiva. Termoelektrična toplotna črpalka pa ne uporablja se pravi nobenih okolju škodljivih hladiv, nima nobenih gibljivih delov, se pravi se nekako izloči tudi samo vibracije in hrup, in pa lahko naredimo zadevo zelo kompaktno. Termoelektrični toplotni sistem po učinkovitosti ni primerljiv s parno-kompresijskim, ima pa druge prednosti. Pri različnih industrijskih procesih nastaja odpadna toplota. Kar 50% te toplote ne izkoristimo in jo zavržemo. Vendar bi jo lahko izkoristili, tudi za hlajenje. Doktorica Katja Klinar, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Zdaj, kje v industriji nastaja ta toplota in koliko pravzaprav je te toplote? Ja, odpadna toplota nastaja pri različnih industrijskih procesih, naprimer pri proizvodnji jekla, v živilski, papirni, kemični industriji. Po nekaterih ocenah je odpadne toplote s temperaturo do 100 stopinj kar 63%, odpadne toplote med 100 in 300 stopinjami Celzija okrog 16% in kar 21% je odpadne toplote s temperaturo višjo od 300 stopinj Celzija. No in prav to toploto bi pravzaprav res lahko izkoriščali tudi s pomočjo te naprave. Kakšna je ta naprava? Ja, tukaj imamo demonstracijsko adsorpcijsko napravo. Izkorišča princip adsorpcije. Adsorpcija je pa vezava molekul plina na površino trdnine. In kako pravzaprav deluje? Ja, ta naprava je sestavljena iz bučke, v kateri imamo vodo v kapljevitem stanju, iz ventila, ki je v tem primeru ga potrebno ročno odpreti in zapreti, in pa iz bučke, v kateri imamo grelec, v katerem se nahaja silikagel v obliki kroglic. Kaj pravzaprav je silikagel? Silikagel je adsorpcijsko sredstvo, ki nas veže vlago. Vsak se z njim sreča, ko kupi nove čevlje, ker je v vsaki škatli s čevlji ena vrečka silikagela. In kako zdaj deluje ta naprava? Ja, celoten adsorpcijski proces je sestavljen iz 4 korakov. V tem delu z odpadno toploto segrevamo silikagel, zaradi tega narašča temperatura, narašča tudi tlak. Ko odpremo ventil, se bo vodna para iz površine silikagela desorbirala in potovala v to drugo bučko. V tej bučki bo vodna para kondenzirala. Pri kondenzaciji se bo sproščala toplota, ta toplota se bo sproščala v okolico, potem bomo ventil zaprli, prenehali s segrevanjem, zaradi tega bo v sistemu temperatura padla, pa tudi tlak bo padel, in ko bomo ponovno odprli ventil, se bo voda v tej bučki uparila in vezala oziroma adsorbirala na površino silikagela. Zaradi faznega prehoda iz kapljevite v plinasto fazo se bo v tej bučki temperatura znižala. In to je hlajenje, se pravi, ta učinek lahko izkoriščamo za hlajenje. Za kje bi pravzaprav bilo to uporabno? Na začetku smo že rekli v industriji, ampak mogoče malo bolj konkretno, tudi kako velike objekte lahko s tem hladimo. Ja, ta naprava je demonstracijska, tako v
ta pravi napravi imamo še več dodatnih komponent, recimo prenosnike toplote, s pomočjo katerih toploto prenesemo preko cevi na druge medije, na recimo vodo ali pa zrak, in potem ohlajeno vodo oziroma zrak vodimo do komponent oziroma naprav, ki jih želimo hladiti. Hladilne moči so lahko tudi velike, tako da lahko hladimo velike industrijske obrate ali pa stavbe oziroma naselja. Ja, hlajenje pa je ključno tudi pri zagotavljanju čim boljšega delovanja računalnikov, saj je toplota neizogiben stranski produkt njihovega delovanja. Preveč toplote lahko povzroči upočasnjeno delovanje računalnika in celo okvare. Slovensko podjetje pa je izboljšalo sistem vodnega hlajenja za računalnike, ki deluje podobno kot hladilni sistem avtomobila. V računalniku se najbolj segrevata procesor in grafična kartica, ki v njem proizvedeta kar 90% vse toplote. Računalniki uporabljajo 600 do več kot 1000 vatov, rabimo jih pohladiti. In zato, da se ne pregrevajo, zato, da so dovolj tihi, da jih lahko imamo zraven svojega delovnega mesta, moramo imeti pravilno in zadostno hlajenje. Zato je Edvard Kenig z ekipo nadgradil sistem vodnega oziroma tekočinskega hlajenja, ki deluje podobno kot avtomobilski hladilni sistem. Vodno hlajenje izkorišča osnovno načelo termodinamike, torej da se toplota premika od toplejšega predmeta k hladnejšemu. Ko se hladnejši predmet segreje, postane toplejši predmet hladnejši. Toploto, ki jo proizvede procesor, se v vodnem bloku prenese na vodo in gre v radiator. V radiatorju se razporedi na večjo površino in ventilatorji potiskajo zrak čez radiator in sistem hladi. Seveda pa to vodo poganja okoli vodna črpalka, ki je tukaj noter integrirana. Z vodnim hlajenjem je prenos toplote stran od kritičnih delov računalnika učinkovitejši in hitrejši kot pri zračnem hlajenju. Če primerjamo vodo in zrak, voda ima približno 4-krat boljšo toplotno kapaciteto na gram kot zrak. Zdaj pa, če probamo spraviti 1 gram vode čez sam vodni blok ali pa 1 gram zraka, to pomeni ogromna razlika. In dejansko od tukaj izhaja vsa ta prednost vodnega hlajenja. Razvili so 3 različne ravni vodnega hlajenja, ki se razlikujejo po zahtevnosti same uporabe in tudi montaže. Vodno hlajenje lahko načeloma vsakdo vgradi v svoj računalnik, zelo priljubljeno pa je pri igričarjih. Za profesionalno uporabo ga potrebujejo predvsem podjetja, ki se ukvarjajo denimo z animacijo ali video obdelavo. Bi rekel, tam približno pri 250 vatih se začne neka potreba po tem vodnem hlajenju. Toploto, ki jo proizvede sam računalnik, gre ponavadi v samo okolico, v prostor, ki je. Nekateri se pa znajdejo, pa to cev odpeljejo v sosednji prostor, v pralnico, sušilnico, v garažo. Nekateri pa celo to potegnejo in priključijo na toplotno črpalko za ogrevanje hiše, sanitarne vode. Da lahko toploto odvajajo v drug prostor, morajo sistem vodnega hlajenja uporabniki nadgraditi sami. Računalnike pa bi lahko hladili tudi drugače. Zdaj, kakšne so še možnosti? Ena je pred nama in to tehnologijo pravzaprav razvijate tudi na vaši fakulteti v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan. Ja, tukaj vidimo tretji prototip elektrokalorične naprave na svetu. Za razliko od parno-kompresijskih tehnologij je hladivo trdnina, se pravi tele ploščice, ki se tukaj vidijo iz keramike, se ob spremembi električnega polja segrejejo oziroma ohladijo in s pomočjo kapljevine, ki jo črpamo preko teh ploščic, dobimo na eni strani višjo temperaturo od okolice, na drugi strani nižjo temperaturo od okolice in posledično lahko hladimo. In kakšne temperature pravzaprav lahko dosegate? Ja, trenutno so te razponi, ki smo jih sposobni ustvariti, tam nekje do 20-30 kelvinov, ampak tehnologija je še vedno v razvoju, največ razvoja se trenutno vlaga v same materiale, je pa ideja ta temperaturni razpon seveda povečati na razpon, ki je potreben recimo v gospodinjskem hladilniku. In to je pravzaprav tudi ena izmed uporab, ki bi lahko bila, rekli ste, računalnik, gospodinjski aparati, še kaj drugega? Tako. Ja, odvisno je od tega, kakšni rezultati raziskav bodo. Želja je seveda imeti čim širšo možnost uporabe. Doktorica Katja Klinar, najlepša hvala za pogovor. Hvala.
Stanovanja pa hladimo s klimatskimi napravami. V večstanovanjskih hišah je energetsko potratno in neučinkovito hlajenje vsakega posameznega stanovanja s svojo klimatsko napravo. Že dolgo je znano daljinsko ogrevanje, ki ga uporabljamo v večjih mestih. Pa bi bilo lahko daljinsko tudi hlajenje? Vsi poznamo klimatske naprave, ki v vročih dneh hladijo naše domove, pisarne in nakupovalna središča. A ne le, da kazijo pročelje objektov, porabijo tudi veliko energije. To bi lahko rešili z daljinskim hlajenjem. Daljinsko hlajenje je sistem, ki je zelo podoben daljinskemu ogrevanju. To pomeni, da na eni lokaciji z tehničnimi napravami, hladilnimi agregati, proizvajamo hladilno energijo in jo potem po ceveh razvozimo, pošljemo do odjemalcev, ki so lahko po celem mestu razporejeni. Podobno kot topla voda v objektu potuje po ceveh do radiatorjev, pri daljinskem hlajenju hladna voda v ceveh priteče do ventilatorskih enot. Te vpihnejo hlad v prostor in ga shladijo. Za hlajenje vode, ki potuje po ceveh od agregata hladilnega do odjemalcev, se lahko uporabljajo različne vrste energije in to je ravno prednost daljinskega hlajenja. Kajti, kot vemo, doma večinoma uporabljamo električno energijo, tukaj se pa poleg električne energije pri teh velikih agregatih lahko uporablja tudi toplotna energija, ki ostane bodisi od procesov proizvodnje, bodisi od objektov za energetsko izrabo odpadkov. Velik izziv za gradnjo sistema za daljinsko hlajenje je postavitev v urbano okolje. Zato, da pride voda od agregata do stavb po mestu, namreč potrebujemo podzemne cevi precej velikega premera. In verjetno vemo, da so ceste, mestne ulice v globino že kar precej zasedene. Imamo že električne napeljave, kanalizacijo, vodovod, daljinsko ogrevanje, plinovod, komunikacije in podobno. In da bi noter dali še take velike cevi, je marsikje nepremostljiva ovira. Poleg tega je pa to investicija, se pravi precej velik finančni zalogaj za začetek. Za daljinsko hlajenje so primerni predvsem objekti z velikimi hladilnimi obremenitvami poleti, ki so vse leto zasedeni, na primer trgovska središča, bolnišnice in industrijski objekti. Sistemi daljinskega hlajenja v Sloveniji so še na začetku. Manjši sistem deluje v Velenju, nekaj jih ima tudi Energetika Ljubljana, tako da vse svoje objekte hladijo s centralnim hladilnim agregatom. Največja strojnica daljinskega hlajenja v Sloveniji pa je v športnem centru Stožice. Sama centrala hladilna je postavljena v samem centru Stožice. Do tja smo potegnili pa vročevodni razvod, ker so noter vgrajeni agregati, ki z vročo vodo potem proizvajajo hlad. Zraven so pa tudi agregati, ki to z elektriko počno. In uporabljamo tisto, ki so trenutno cenejši oziroma velikostno gledano bolj primerno. Hladilni stolpi so pod ravnjo zemlje zraven nogometnega stadiona, v dvorani pa so nameščene večje prezračevalne naprave, ki poleg svežega vpihujejo tudi že ohlajen zrak. Domove pa lahko podnevi hladimo še na en način, pasivno s hladom noči. Doktorica Eva Zavrl, lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj običajno, ko nam je poleti vroče doma ali v pisarni, priklopimo klimo in se hladimo na ta način. Kako pa bi se pravzaprav hladili s sistemom, ki ga razvijate vi? Na elemente konstrukcije stavbe, se pravi na streho, strop ali steno, namestimo plošče s fazno spremenljivimi snovmi. To so take plošče, kot jih vidimo tukaj. Seveda. V notranjosti teh plošč so snovi, se pravi parafini, solni hidrati ali mešanice le-teh, ki imajo za stavbno uporabo tališče med 5 in 50 stopinj Celzija. Tako se snovi v ploščah tekom dneva talijo in akumulirajo odvečno toploto iz prostora za spremembo agregatnega stanja. Agregatno stanje se spreminja pri sobnih temperaturah, tako da se v bistvu sam prostor ne segreva dodatno. Po noči pa se plošče strjujejo in nazaj vračajo toploto v okolico. Za kakšne temperature oziroma za katera podnebja bi bilo to primerno? Bi lahko to uporabljali tudi v Sloveniji? V teoriji za v bistvu podnebja, kjer imamo visoke temperaturne nihanje, se pravi med dnevom in nočjo. Zdaj v Evropi in prav tako v Sloveniji imamo vse pogostejše vročinske valove, se pravi obdobje, ko imamo rekordne temperature, tako da je tudi ta sistem zasnovan za obdobje, ko imamo pregrevanje stavb. Zdaj v Sloveniji bi bil najprimernejši za kakšna mesta, kjer imamo visoko pozidavo, veliko betonskih površin,
in posledično pregrevanje okolja, se pravi kakšna Ljubljana ali pa bomo rekli kakšni južnejši deli Slovenije. Mogoče za kakšne specifične stavbe? Seveda za poslovne stavbe, naprimer, kjer imamo velik delež zasteklitve, se pravi nizko toplotno kapaciteto samega uvoja stavbe. Pa ima ta tehnologija tudi kakšno slabost? Slišati je odlično, ampak še vedno je ne uporabljamo. Ja, v bistvu je še rahlo v teku razvoja. Materiali so napredni in imajo še vedno relativno visoko ceno, jim pa strmo pada. Poleg tega je pa eden najpogostejših ukrepov pri prenovi stavb za hlajenje ravno namestitev klimatskih naprav. Kar pomeni, da se pravzaprav še niso umaknili drugim tehnologijam. Seveda. Doktorica Eva Zavrl, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Poraba energije za hlajenje narašča, medtem ko strokovnjaki raziskujejo in razvijajo čim učinkovitejše načine hlajenja, lahko mi poskrbimo za preventivo. Prostore ponoči prezračujemo, v okolici zasadimo zelenje in uporabimo senčenje. Tudi tako je mogoče prihraniti kar nekaj energije. Nec ima danes za nas še zelo zanimivo fizikalno uganko, ne živijo. Živijo, Renata. Ja, danes me zanima, kaj lahko oceniva s pomočjo mikrovalovke, čokolade in pa kljunastega merila. Mi lahko kako pomagaš? Ja, ena izmed možnosti recimo bi bila masa čokolade, druga možnost bi bila hitrost svetlobe, morda specifična toplota čokolade ali pa hitrost zvoka, kaj meniš? Nekateri odgovori so pravzaprav čisto neverjetni in pravzaprav ne vem. Ja, pravi odgovor je, da lahko s pomočjo čokolade in mikrovalovke oceniva hitrost svetlobe. To pa je presenečenje. Ja, oziroma hitrost elektromagnetnega valovanja, kar pomeni hitrost vidne svetlobe ali pa hitrost mikrovalov. In vir mikrovalov bo ta mikrovalovka, zato pa, da lahko izmeriva hitrost mikrovalov, bova pa potrebovala še frekvenco teh valov in pa valovno dolžino teh valov. Frekvenca mikrovalov, ki jih ustvarja mikrovalovka, lahko preberemo na njeni zadnji strani in piše, da je 2450 MHz. Za valovno dolžino pa si bomo pomagali s čokolado. In sicer, ko mikrovalovka oddaja te mikrovalove, se ti mikrovalovi znotraj odbijajo od sten in na določenih mestih pride do ujačitve. Tam, kjer pride do ujačitve, rečemo, da ima mikrovalovka vroče točke. In tam se bo hrana najbolj segrela. Ampak mikrovalovke pravzaprav hrano tudi vrtijo, zato da do tega ne pride. Tako, v tej mikrovalovki pa sem odstranil ta vrteči krožnik, tako da bova lahko te vroče točke lažje našla. In zdaj je čas za najin eksperiment. Tako, damo mikrovalovko čokolado, nekje za 20 sekund. In kaj pravzaprav zdaj vidiva? Vidiva lahko različne vroče točke, kjer se je čokolada najbolj stalila. Če izmeriva razdaljo med dvema vročima točkama, lahko vidiva, da je ta razdalja nekje 7,2 cm. To pomeni, da je samo polovica vala dolga 7,5 cm, torej je cel val dolg nekje 14 cm, 14,4 cm. In če to pomnožimo z 2450 krat 10 na 6, potem dobimo, da je hitrost tega valovanja nekje 3,5 krat 10 na 8 metra na sekundo. Gre zgolj za oceno hitrosti elektromagnetnega valovanja. Danes vemo, da je ta hitrost 3 krat 10 na 8 metra na sekundo, torej vseeno sta zadela saj veliko smer. Res je. Hvala za še eno zanimivo uganko. Z veseljem. Hvala pa tudi vam, da ste bili danes z nami, vabljeni v našo družbo tudi prihodnji teden. V sredo bomo na naši Facebook strani objavili novo uganko, v četrtek pa bo na sporedu nova oddaja. Nasvidenje.